Dober dan, nahajamo se nekoliko višje, kar za Prekmurje ni ravno značilno, in sicer smo na znamenitem stolpu Vinarium sredi Lendavskih goric. Če si predstavljamo, da ima obris Slovenije obliko kokoši, smo sedaj seveda v njeni glavi oziroma možganih. Stolp je visok 42 metrov in smo na 344,35 metrov nadmorske višine. Lahko bi bila nekoliko boljša vidljivost, imamo srečo, po nekaj dneh našega terenskega dela se je končno dvignila megla, ki celo za Prekmurje v tem letnem času ni običajna. V nadaljevanju vam bomo predstavili oziroma pokazali, kako daleč seže pogled na vse štiri strani neba, in glede na to, da smo na stičišču kultur, identitet, tako verskih kot seveda tudi zgodovinskih, upajmo, da se bo lahko lepo videlo, dokot seže pogled na avstrijsko stran, madžarsko in pa na hrvaško in seveda z nekaterimi dokaj vidnimi znamenitostmi. V okviru projekta okupacijske meje smo v 3 dneh prečesali dobršen del Goričkega. Za nekako konec tokratnega potovanja smo si izbrali, torej ne bomo rekli ravno Prekmurski Triglav, ampak točko, s katere lahko vidimo daleč in še dlje. Od tod vidimo 3 države, pa smo v 4., kar je dejansko redkost tako v Sloveniji kot v svetovnem merilu. Torej, kot sem že prej omenil, smo v Sloveniji, za mano je Madžarska, v bistvu severno in severovzhodno, desno proti zahodu, severozahodu je Avstrija, tam dalej se že vidijo Štajerske gore oziroma Burgenland, in proti zahodu, potem čisto zahodu Maribor, oziroma Pohorje, in južno od nas pa je Hrvaška oziroma Međimurje. Tako da zdaj, če pogledamo malo proti vzhodu, oziroma severovzhodu, nekako kilometer zračne linije je že Madžarska. Torej meja, ki so potegnili leta 1919 oziroma 20, ko so jo zakoličili, je v bistvu potekale na grebenih Lendavskih goric in potem tu po tako imenovani pokrajini Hetiš je prerezala pokrajino Hetiš in je šla gor proti Goričkem in potem naprej prek Porabja do Tromeje, do Tromejnika. Torej, v času druge svetovne vojne, torej leta aprila 1941, prvič Nemci zasedejo Prekmurje, nato čez 10 dni, torej 16. aprila pa predajo oblast Madžarom. Prekmurje je pripadalo do 6. aprila, oziroma 16. aprila Jugoslaviji, nato v bistvu razen 3 naselij na severozahodnem delu, ki ga pripojijo Nemčiji, pride pod madžarsko oblast. To pomeni, da je meja, ki je potekala severno od nas in pa severovzhodno od nas, je v bistvu izginila in se premaknila na reko Muro oziroma na Dravo, kjer je tudi Međimurje bilo pripojeno k madžarski Zalski županiji, in je to postala ena politična upravna enota znotraj Zalske županije oziroma Madžarske. In kot sem že omenil, na reko Dravo proti zahodu pa v bistvu v središču pri Dravi se je pač naslonila na nemški raj. Nato proti severu pa je potekala ta meja po reki Muri vse do Radkersburga oziroma Radgone, od tam pa po reki Kučnici oziroma potoku Kučnici po bivši nekdanji meji med avstrijskimi in madžarskimi deželami oziroma županijami pa je šla gor vse do Tromejnika. Tako da v bistvu te meje, ki so v tem delu Prekmurja, ki so obstajale od leta 1920 pa do 1941, so v bistvu izginile, oziroma leta 19 pa do 1941 so izginile in so meje, oziroma te pokrajine ponovno postala prehodna. So pa potem zakoličili mejo na reki Muri in pa na Dravi na drugi strani Međimurja. Tako da v bistvu hrvaški del, torej Međimurje, je bilo odrezano od hrvaškega zaledja, torej Varaždina pa od Zagreba.